Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Pomlad je čarobno obdobje v letu, ko zimski mraz nadomestijo topli sončni žarki in pisana paleta najrazličnejših barv. Vsekakor se z mesecem marcem prebuja narava, še nekoliko prej pa tudi ptički. In ravno danes bomo govorili o teh živalicah, ki nas razveseljujejo s svojim petjem. Vse o njih pa nam bo povedal naš dobri znanec, gospod Dušan Klenovšek. Gospod Dušan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tebi in vsem mišmaševkam, mišmaševcem. Preživljanje prostega časa v naravi je v teh dneh naravnost fantastično. In nenazadnje je tako tudi zaradi ptičk. In sedaj me zanima, se na Gregorjevo ptički čisto zares ženijo? Ravno na Gregorjevo verjetno ne. Na Gregorjevo je večina ptic že poženjenih, nekatere pa niti še ne priletijo k nam, tako da v bistvu je to nek datum, ki označuje to obdobje. Letos prva ohcet je bila zanesljivo že pred novim letom, ker sem recimo sredi januarja že našel prve mladičke, tako da v bistvu eni prej, eni kasneje, ampak recimo tu nekje okoli Gregorjevega je pa večina ptičkov že res poženjenih. No, uradno se pomlad prične z 21. marcem, pa se tega datuma strogo držijo tudi ptice ali pomlad oznanjajo kakorkoli drugače? Ja, kdaj ptice oživijo, kdaj se začne njihova gnezdilna sezona, je precej odvisno od vremena. V bistvu zadnja leta, desetletja, ko se zima v bistvu že prej poslovi oziroma sploh ni več tiste prave snežne zime z nizkimi temperaturami. Marsikateri ptički, tisti, ki ostanejo celo leto pri nas, ta začetek gnezdenja te ptičjih svatb se pričnejo že veliko prej, lahko že januarja, februarja, medtem ko pa desetletja nazaj, ko je pa sneg skopnel šele nekje ob koncu marca, v bistvu prej te možnosti ni bilo in so v bistvu ptice počakajo, da je primerno toplo, pa seveda tudi, da bodo potem, ko bodo po določenem času iz jajčk se izlegli mladički, da bo razpoložljiva hrana. Mladički pa večina vrst ptičkov, teh, ki jih poznamo, jedo gosenice in druge žuželke in v bistvu, če takrat še ni te hrane, bi mladički poginili od lagot in v bistvu starša tako planirata, načrtujeta, da bodo mladički takrat, ko je zelo velika verjetnost, da bo dovolj hrane za mladičke. Ptice selivke zasledimo tudi v nekaterih slovenskih pregovorih, kot sta: ena lastovka še ne prinese pomladi in ne glede na to, kako kukavica kliče, do zime odleti. Kaj se lahko naučimo iz teh starih rekov? Ja, da v bistvu, tako kot če ena lastovka ne pomeni pomladi, tudi en sončen dan, topel sončen dan, recimo v februarju, začetku marca, še ne pomeni, da je sedaj pomlad. Lahko je že čez teden dni -10. Torej, v bistvu, je pa res, da v bistvu vse lastovke ne priletijo hkrati, pač nekatere najbolj drzne gredo malce bolj raziskovalno prej, s tem tvega. To je isto kot igranje, kart, ali pa lahko se ti izide, lahko boš pa zaradi tega, ker boš prehiter, brez hrane, še nizke temperature se vrnejo, lahko podležeš. To je v bistvu vse tveganje. Eni tvegajo, eni ne. Povprečje je pa tam nekako res, povprečje pa nekako skoraj da datumsko lahko držijo. Pri nekaterih pticah sem skoraj vsako leto na isti datum zagledam prve predstavnike, ki pridejo spet iz juga k nam gnezditi. Ptice selivke se torej vračajo domov. Pa to pomeni, da kar naenkrat v naravi nastane prava gneča ptic, morda nastane tudi kakšen spor s tistimi pticami, ki so pa zimo trdoživo preživele pri nas? Sreči vrste, ki se selijo, pa vrste, ki ostanejo, praviloma vsaka vrsta ima malo drugačen življenjski prostor, malo drugačne zahteve, malo drugačno hrano, ali recimo eni se hranijo v krošnjah, eni se hranijo v tleh, eni v grmovju.
Tako da v bistvu kakšne hude konkurence med tistimi, ki so, tudi čez zimo to, in tistimi, ki pridejo samo poleti, ni. Je pa dejstvo, da so v bistvu spomladjo s toplim vremenom močno poveča ponudba hrane. Žuželke, gosenice in odrasle žuželke. In v bistvu vse ptice, ki so žužkojede, v bistvu zime, tako rekoč razne redkih izjem, ne morejo pri nas preživeti. Ne? In v bistvu takrat nastopi za njih pravo obdobje, zato se takrat vrnejo, in v bistvu tiste ptice, ki so pa ostale preko zime, so pa bolj semenojede in v bistvu jih ta konkurenca ne moti, da bi se z njimi prepirala. Nekatere ptice pa spomladi tudi odhajajo, drži? Ja, za nekatere ptice so topli južni kraji pri nas. Ne? Nekaj ptic, ki gnezdi visoko na severu, lahko tudi v Skandinaviji, v Sibiriji, na severu Evrope, pridejo in pri nas prezimijo, če ni res kakšne zelo hude zime. Ne? In te ptice se v tem času, ko prihajajo prve selivke nazaj k nam, se te, ki pri nas prezimujejo, počasi vračajo proti severu. Recimo ena taka ptica, ki je mogoče se kateri spomne, je pinoža, to je en sorodnik ščinkovca, ki prileti lahko v določenih letih, kjer bukev dobro obrodi, je obrodila prejšnje leto in po zimi ni snega, torej da je v gozdovih na tleh ogromno žira. Ta ptica pa ljubi žir, to je njena glavna hrana. Jih lahko po takšnih zimah lahko vidimo tudi milijonske jate, ker imajo pa navado, da zvečer pridejo vse skupaj. Smo že imeli sedaj kar nekajkrat primere, nazadnje zdi se mi 2-3 leta nazaj, ko smo lahko vsak večer šli na eno lokacijo in v bistvu pričakali pred mrakom, kako je priletelo par milijonov pinož in se posedlo na krošnje. Ptice torej prihajajo iz južnih krajev. Kje pa so ti južni kraji? Bi morda naše siničke našli v Afriki, morda na kakšnem tropskem otoku? Ja, naše siničke večinoma ostanejo, ampak recimo že recimo kos, ne? Recimo mi mislimo, da je kos, ga imamo na vrtu, pa ga vidimo po zimi, poleti, ampak to ni isti kos verjetno. Naš kos, tisti, ki je poleti pri nas živel, vzgajal, imel zarod, je mogoče kje v Španiji, v Italiji, mogoče celo na severni Afriki. Namesto njega na našem vrtu pa mogoče kakšen kos, ki malce po, madžarsko ali slovaško, nemški dialekt svoje kosovščine. Ampak za nas so vsi kosi enaki in ločimo razlike, ne, in vedenje imajo enako. Tako mi mislimo, gostimo ves čas istega kosa, v resnici pa to ni. Nekatere vrste gredo samo malce bolj v južno Evropo. Ptice so zelo oportunistične. Če ni treba, zakaj bi jaz letel 1000 kilometrov, to je nevarno, veliko energije porabim. Na tej poti sem izpostavljen, recimo pri prečkanju morja, pride nevihta, neurje, lahko omagam. Ne. Tam, kamor grem, ne vem, lahko je suša, ni hrane, lahko je deževje, poplave. Torej, to potovanje je tvegano in če ni potrebe, potem ptice ne odletijo, oziroma odleti le toliko, kot je potrebno. Ne. Recimo, prileti do nas, če je pri nas huda zima, gre še južneje, sicer ostane pri nas. Pa se morda na svoji poti, tako kot mi na kakšnem izletu, ustavijo, se odpočijejo, nahranijo in šele na to nadaljujejo? Ja, seveda, recimo ena ptička, ki leti recimo iz Latvije ali pa iz Finske, seveda ne bo do Afrike poletela, ker ima pa 10-15 gramov, ne bo v eni noči po enem dnevu neprekinjeno letela. Torej, ptice so tudi velike ptice, recimo sedaj v tem času žerjavi, se vstavijo, se nahranijo. Kolegi, ki spremljajo selitve ptic, to tudi izkoriščajo. Točno se ve, kje se ptice vstavijo, recimo zelo rade imajo kakšne mokrotne, močvirnate predele s trstičjem. Tam se da v trstičju fino prespati, ker si skrit. V trstičju tudi niso take nizke lahko nočne temperature, hrane je tam več. Ne. V bistvu kolegi, ki spremljajo ptice, selitve z obročkanje ptic, jih na takih mestih potem ptice tudi lovijo, jih obročkajo in seveda upajo, da bo tudi ujeli kako ptico z obročka. Na ta način potem spremljamo, kam, v katero smer se ptice selijo.
Dan danes nas pestijo različne podnebne spremembe, pa temperaturna nihanja. Ali to kakorkoli zmoti tudi ptice? Ja, seveda. Včasih se ptice tudi zmotijo, ne. Se je že zgodilo, recimo lepo vreme v jeseni, ptice še ostanejo, ker je hrane še dovolj, potem pa nenadoma pridejo recimo deževje v kombinaciji z nizkimi temperaturami in recimo lastovke zakasnijo in jih dobijo tako slabo vreme. In seveda prvič so že to, da so mokre pa premražene, je to en šok, drugo pa v tem času, v tem slabem vremenu ni žuželk v zraku, one lovijo pa samo v zraku. Torej lakota, mraz, podhlajenost in lahko cela jata, tisoče in tisoče lastovk lahko v enem dnevu poginejo zaradi takih razmer. No, predvidevam, da je njihova pot vse prej kot lahka, pa morda zato raje potujejo v jatah. Ja, nekatere ptice posamič poznamo različne strategije, ne. Če si v jati, pritegneš tudi tiste, ki se s pticami hranijo, ne. Ampak spet, če si v jati, ne, je manjša verjetnost, če ptica plenilka recimo tebe lovi ali pa ptice tvoje vrste, ne, če si sam, logično, da si ti na tarča. Če vas pa leti 5000, pa upaš, da ne boš ti tisti, ne. Torej, obe taktiki, nekatere vrste uporabljajo taktiko skupinskega leta, zaradi tega, da so bolj varne. Nekatere tudi, recimo kot žerjavi, gosi, verjetno mišmašovke, mišmašovci vedo, da letijo v določeni formaciji, v obliki klina, si režejo zrak, tako kot na kolesarski dirki, kolesar spredaj reže zrak, oni za njim se pa varčuje in lahko potem v sprintu, ker je šel odpočit, zlahka premaga tistega, ki je ves čas bil naprej. Ptice tudi, tiste spredaj na čelu, režejo zrak, rabijo več energije in se v bistvu potem zamenjajo z drugo, zato da lahko tiste vzadej letijo s manjšo porabo energije, ne, ker pot je naporna in dolga. Pa je morda čas prihoda ptic selivk odvisen od same vrste, morda tudi od načina prehranjevanja? Ja, vrsta in način prehranjevanja to je, ne. Tiste ptice, ki se hranijo z velikimi žuželkami, teh ni takoj spomladi, ne. Pridejo malce kasneje, nekatere, recimo veliki skovik, čebelar, pridejo šele konec aprila, začetku maja. Tem, ko pa škorci, ki so pa imajo bolj širok spekter prehrane, prej najdejo v vsakšnih razmerah hrano, so pa tako rekoč že tu, ne. Torej, odvisno od kakšna hrana je, ptice zelo dobro vedo, kakšna hrana je trenutno na razpolago, ne. Lahko, da kakšna že pride naprej, spet tveganje, ne. Lahko, če je v redu, bo vstala, bo dobro, celo obilico hrane umela, ne. Če pa pride, pa ni, bo pa propadla, ampak propadla bo ena, ne bo pa 50 000 glava jata ptic propadla, te so pa bolj oportunistične, bolj previdne. Pa je morda pot za kakšno ptico tudi usodna? Zelo veliko, zelo veliko. Prvič so lahko tisoče kilometrov dolge poti, so vetrovi, nevihte, neurja, je lakota. Poleg tega pa na teh poteh v nekaterih državah ptice tudi streljajo, lovijo. Recimo ena taka zelo znana, recimo ptice, ki letajo preko Sredozemskega morja, ena takšnih zelo priljubljenih tras za ptice je preko Malte, zato za vsak slučaj, ne, boljše, da lahko nekje pristaneš, kot pa tam, kjer je odprto morje. In seveda prebivalci Malte že od nekdaj so te selitve izkoriščali za to, da jih pobijo ne na tisoče, na milijone, ne. In v bistvu še sedaj, ko je Malta recimo članica EU, se je to zaradi tradicije ta lov omogočil, ne, kar je potem malce paradoksalno, nesmiselno. Nekje se ljudje prizadevajo, da ptice ohranijo, potem pa ta ptica na poti preleti Malto, tam je pa nekdo poči zaradi tradicije, ne. No, seveda prihod pomladnih ptic, če jih tako poimenujemo, pomeni neko lepo prepevanje v gozdu. Kakšna opravila pa ptice čakajo, ko prispejo domov? Si morajo urediti novo gnezdo, nov domek? Najprej mora svojo parcelo dobiti, ne. Namreč, tudi če pride na isto lokacijo kot prej, tista ptica, ki je sedaj malo bolj drzna, ne,
prej sva rekla tvega, kaj pa če še ni dovolj hrane. Ampak tiste ta prve, recimo prvi med škorci, prvi med štorkljami, oni imajo še ozemlje prazno, njihove vrste še ni. Lahko izbere najboljšo posestvo. Ne. In to ozemlje bo potem ta ptič samec, je tisti, ki najprej pride, ga bo tudi branil. Označuje ga s petjem. Ne. In v bistvu, če ista vrsta samec preleti na njegovo ozemlje, potem najprej s petjem skuša odgnati, če pa vsiljivec želi njegovo ozemlje, potem se lahko pa tudi zgodi kakšen pretep, ravs v zraku. Verjetno ste že kdaj videli kakšne dva ptička iste vrste v zraku, nastane en tak leteči ravs, ne, ko v bistvu se skušata pregnati. Ne. Ali pa recimo imate ptička na vrtu, to je njegovo ozemlje, ptiček prileti na vašo okensko polico in v vaši novi okenski šipi, ki je zatemnjena, ne, in deluje kot ogledalo, ta ptiček zagleda enakega ptička, kot je on. In ptiček ne skapira, da je to zdaj njegova slika, ker ptiči se pač ne spoznajo na ogledala, on misli, da je samec, ki je prišel prevzeti njegovo ozemlje. Ne. In ga skuša na različne načine pregnati, ne. Če ne zlepa, pa zgrda. To pomeni, da se bo slej ko prej lahko zaletel v šipo in se lahko usodno konča za ptička, ker v bistvu se pretepal z lastno sliko, ne. Ampak on tega ne ve. Ne. Torej, najprej mora pridobiti ozemlje, samice, ki pridejo zatem, potem malce izbirajo, kateri samček ima boljše ozemlje, kaj to pomeni, da je dovolj hrane, da bodo sigurno one dva sita in njuni otroci siti, ne, da ni kakšnih hudih nevarnosti in ne vem česa. In potem v bistvu celo obdobje, dokler ne bodo z mladički odleteli, je naloga predvsem samca, da to ozemlje brani pred sovrstniki, ne. In to dela predvsem s petjem. No, in ker pravijo, da se spomladi ptički ženijo, lahko morda pričakujemo tudi nove ptičje družinice? Ja, seveda, se v bistvu pridejo k nam zato, ptice, da bodo vzredile nov rod, pridejo pa k nam zato, ker v tem času, pomlad in poletje, je pri nas toliko žuželk, ker mladiči se hranijo pretežno žuželkami, da bodo vsi ti mladiči lahko zrastli. Ne. In potem spet, ko bodo neugodne razmere, ko bo proti koncu poletja čedalje manj žuželk, bodo vsi skupaj odleteli tja, kjer te žuželke so. Koliko jajčk oziroma mladičkov pa lahko pričakujemo v posamičnem gnezdecu? To je najverjetneje odvisno tudi od vrste. Tudi to, ja. Pričakovali bi, kdo bi mislil, majhne ptiček, majhne malo jajčk, ne. Velik ptič, veliko jajc, ne, ampak prej obratno so razmerno, recimo ena sinička ima lahko tudi preko 10 jajčk in tudi mladičev, medtem ko pa recimo večji ptiči kot sove ali pa ujede, imajo pa ponovadi 1-2 jajci, ne, in enega 2 mladiča, ker večji mladič pomeni toliko več hrane rabiš kot. V bistvu morajo pa tako en in drugi starši, sinička za 12 mladičkov ali pa sova za 3 mladičke enako cel dan garati, da bojo mladiči dobili hrano, ker zelo hitro rastejo in zato porabijo ogromno hrane. In kje pravzaprav starši najdejo primerno mesto za vzgojo svojih otrok? Ja, to pa spet od vrste odvisno. Ne. Vrste imajo že genetsko zapisano v kakšnem. Ne. Recimo ene vrste si spletejo gnezdo nekje v veji, v grmovju, ene nizko pri tleh, ene celo na tleh, v travi, eni celo v luknjah v tleh, v mišjih luknjah, eni iščejo v drevesa, kjer so kakšne odprtine, dupla, ne. Eni znajo celo sami narediti. Ne. In prav tem, ker je namreč z našim gospodarjenjem, z gozdom, z drevesi takšno, da drevesa, ki imajo luknje, mi podremo, je teh lukenj čedalje manj. In recimo sinička je ena taka ptica, ki rabi duplo in teh je manj in potem lahko takim ptičkam tudi mišmaševci pomagamo na ta način, da mi naredimo luknje. Ne. Pa ne sedaj s vedrom pa z dletom v bukev ali jablano, ampak naredimo takole gnezdilnice, kot jo imam tule. Ne. Torej eno hiško, v kateri naredimo primerna vrata, dovolj veliko, da bo potem vsa družina lahko notri. Pametno je, da to hiško naredimo tudi nekako, da lahko mi vstopimo noter, da jo lahko nekje odpremo. In potem, ko bo ptičja družina odletela, da mi hiško pospravimo, oni jo ne morejo. Da bo naslednje leto zopet hiška prazna, čista, brez zajedavcev.
Potem pa še ena zanimivost, mogoče, kak mišmaševc pogreša palčko pred vhodom, ne. Marsikdo naredi palčko, kjer naj bi ptiček pristal, da bo lažje šel. Tista palčka je škodljiva za ptice, ptiček vedno pristane na vhodu. Tista palčka pa kvečjemu omogoča kakemu mačku ali pa kuni, da stopi gor in čaka, kdaj bo mladiček ven prišel. Odlično in hkrati tudi odlična ideja za kakšno spomladansko ustvarjanje. Imam pa še zelo pomembno vprašanje, kako moramo mišmaševci ravnati, kadar v naravi najdemo gnezdo z jajčki? Ja, takrat je pa zelo težko premagati našo radovednost, ne. Mi bi si to gnezdo pogledali, kaj je v njem, so jajčka, so mladički, katera vrsta je. Potem danes imamo vsi mobitele, ki imajo fotoaparate, to bi slikali. Ampak to je pa za ptičjo družino, ne, za tista jajčka ali pa za mladičke smrtno nevarno. Ne zato, da bi mi kaj žalega želeli storiti, ampak s tem, ko se mi približamo recimo tistemu gnezdu, mi puštimo za seboj vonj. Ne. In po noči zelo radi po človeških vonjih, tam, kjer se ljudje sprehajamo, hodijo kune, podlasice in ko sledijo tako našem vonju, jih pripeljemo do gnezda, ne, in ga izropajo. Imel sem že en tak primer, ko sem še enkrat vodil skupino otrok, smo raziskovali gnezda na enem izmed gradov v steni v Nišpranji in smo opazili, da gnezdi tam sinička, šla v eno lukenco in en fant si je želel na vsak način iti to pa odblizu pogledati, ne. Pa sem to razložil, ne, bo prišla podlasica zvečer in bo vse pojedla, ne. Smo šli, ampak fant se je popoldne vrnil, odmaknil kamen, pogledal noter, naslednji dan je prišel ves zmagoslaven povedati, da je noter 7 mladičkov, ne. In popoldne pridemo mi tja v bližino lokacije in vidimo, kamen je bil odmaknjen, gnezdo pa prazno, ne. Torej on je bil popoldne, zvečer po njegovem vonju prišla podlasica, kamenček odmaknila in prišla do gnezda, ne. Torej, čim manj, če imamo gnezdo, opazujemo ga oddaleč, ne. Slikanje jajčk in mladičev ni vredno za to, da bojo oni morali s tem plačati svojim življenjem, našo radovednost. No, spomladansko ptičje petje je lahko odličen navdih tudi vsem glasbenikom. Zato si privoščimo kratek glasbeni predah, nato pa nadaljujemo s spoznavanjem ptičjih vrst. Povej naprej, kako je tam na drugi strani, kjer nikogar ni. Veš, imel srce nekoci kot na dlani, te v duši kdaj morda zaboli. Mislim si, da bom čakala na te do pomladi. Ne, ker ni skrivnost, da se bo spet kot ponavadi. Ne sprašuj me, saj dobro ve, zakaj je vse tako. Prehitro gre, ostane le srce. Le srce. A vse prehitro gre. S tabo je bilo res lepo, a ni vse, kar se svet ni znal. Vse
teh dneh v naravi kraljuje pomlad. Zato v današnji oddaji spoznavamo ptice, ki jo oznanjujejo. Gospod Duša, na splošno sva o pticah selivkah povedali že kar nekaj zanimivosti, sedaj pa je prav, da se nekoliko natančneje posvetiva še vrstam, ki bi jih moral poznati vsak mišmaševec. In če pričneva z posebno vrsto, za katero so zagotovo slišali že vsi mišmaševci, in sicer s črno ptico z rumenim oziroma oranžnim klunom. Za katero ptico gre? Ja, to verjetno sedaj že vsi vedo, ne? Torej kos, blackbird po angleško, že kar po barvi. Torej, ta črni kos z rumenim klunom, to so fantje, medtem ko so pa dekleta, kosovke, malo drugače, malo manj upadljivih barv, kar je pa v bistvu značilnost večine ptičjih vrst, da so fantje malce bolj pisani, morajo biti, da so šik, da privabijo samičke, poleg petja, ne. One pa dobro, da so čim manj kričečih, opaznih barv. One so tiste, na katerih ramenih, perutih je več skrbi za zarod. Ona bo večinoma v gnezdu, ona ima jajčka nosi, ne. Zato, da jo plenilci čim težje opazijo, ne. Ampak kos, pri nas ga vidimo celo leto, ampak že prej sva rekla, ne, lahko da ni isti kos, ne. Poleti je naš kos, ki visi po zimi nekje na jugu Španije, pri nas je pa mogoče estonski kos, tako da. Zakaj pa kose tolikokrat srečamo v neposredni bližini ljudi? So morda znani kot zelo družabna bitja? Ja, če bi sedaj vprašali prababice, pradedke od mišmaševcev, bi oni rekli, kako kos je pa zelo redek ptič. Namreč 50-100 let nazaj je bil kos tipična gozdna vrsta, ki ga v bližini hiš sploh nisi videl. Ampak pred desetletji so kosi spoznali, da okoli naših hiš, naših vrtovih so odlični kraj, kjer lahko zgradi gnezdo v raznih živih mejah. Da najde tudi ogromno hrane na naših tratah, deževnike išče. Torej, imamo razne grmovnice z plodovi, torej skrivališče najde za gnezdenje in v bistvu so odkrili, da je celo boljše živeti okoli človeka, kot pa nekje v gozdu. Kamor niti plenilci ne upajo toliko, kot so v gozdu. Torej, in v bistvu danes je kos res ena taka čisto vsakdanja vrsta. Sploh ne pomislimo, da bi bil to lahko redek ptič. Vsaka hiša, recimo v mestnem naselju, ima na svojem vrtu enega kosa. Na Velenjskem jezeru pa lahko velikokrat opazujemo tudi labode. Za kakšno vrsto gre? Ja, labod je pa spet ena vrsta, ne, ki je povsem ljudem. Od ta majhnih, ne, vrtičkarjev pa do babic in dedkov, ki se sprehajajo, vsem so labodi ljubki. Verjetno eden od razlogov je že ta njihova bela barva. Drug tak razlog je pa sedaj v spomladanskem času, ko so tudi labodi malce zaljubljeni, ne? In ko si dvorita, samec pa samica zelo pogosto naredita tako obliko z vratovi, obliko srčka, ne? In potem smo pa povsem razneženi. No, seveda pa opazovanje ptic zahteva tudi določeno obzirnost. Kako se moramo obnašati v bližini labodov? Ja, labodi so veliki, ne, in če labodom se preveč približamo, predvsem fantom, ne, se znajo zelo, rečemo, da naredi kočijo, dvigne peruti, se poveča in začne izpuščati tudi glasove in gre proti vam, ne, in večina mišmašek in mišmaševcev bo takrat se obrnilo za 180 stopinj, pa se raje umaknilo, ne, ker je lahko labod kar precej neprijetna zadeva, boleča zadeva, če prideš preblizu. Recimo, če se bi približali gnezdo, na katerem samica vali, bi nas samec napadel, ne. On je tako velik, da si bo zarod branil, ne. Tako kot se med seboj tudi sedaj začenjajo prepirati, pa napadati bi seveda tudi človeka. Torej, labodu se ne približujemo, če bomo preblizu, nas bo on že napodil. Medtem ko je pri manjših pticah je pa tako, da one bežijo, ne. Predvsem res pazimo na to, če sumimo, da tam nekje v tistem grmu, na tistem drevesu gnezdijo, ne tja hoditi, ne. Opazujemo oddaleč, ne, ker v bistvu ptice zaznavajo to grožnjo, dajmo jih opazovati z nekaj metrov, saj razlike. Si vidimo, čim se enkrat ptica postane nemirna, potem smo šli predaleč. Vsaka ptica ima pa neko razdaljo, do katere spusti človeka. Če se mi to razdaljo zmanjšamo, se bo umaknila.
No, in če se spomnimo še zgodbice o grdem račku, lahko sklepamo, da imajo labodi še eno posebnost, drži? Ja, ta grdi raček je seveda starša sta snežno bela, ampak mladi labodki, ki se izležejo, so pa takšni umazano pepelnate sive barve, ne, in v bistvu šele potem naslednje leto dobijo to lepo barvo, ne, in zato je ta znana povest čisto na znanstveno pravilna, ne, torej labod v prvem letu res gleda bolj kot ena neugledna gozd, ne, in to svojo belo barvo in potem to vedenje, ki ga imamo tako s to obliko glave, ne, pol srčka, nastopi šele naslednje leto. Ne. No, tudi naslednja vrsta ptic se zelo dobro znajde v vodi. In sicer to je kormoran. Po čem je najbolj poznan? Ja, kormoran, če je labod en pojem miline, vsi ga imamo radi, pa kormoran takoj pri večini ljudi vzbudi en tak negativen prizvok. En razlog je že barva. Ne. Če bi bil labod črn, pa kormoran bel, bi bilo verjetno malo drugače. Torej, marsikdo ne mara kormoranov, ker je kormoran ribojeda ptica. Ne. In seveda veliko ljudi ribari in seveda, če je kormoran na istem vodnem telesu kot vi s trnkom, ne, je verjetnost, da boste takrat kaj ujeli zelo majhna, ker on že prvič preplaše, so ribe bolj previdne, ne. Drugič pa on je bolj uspešen in namesto da vi ulovite ribe, jo on ulovi. Ne. Pa še nekaj je, kormoran nikoli ni sam, ne, ampak običajno, če pridejo kormorani, pride lahko tudi 50 ali pa 10-20, ker lovijo ponovadi skupinsko, naredijo tako kot lovci pogon in potem, da ribe preplaše in jih je potem lažje ujeti. Ne. In v bistvu pri manjših vodotokih lahko v kratkem času precej zmanjšajo število rib, ne, in potem je seveda pri ribičih huda jeza, ker potem pa oni nimajo kaj loviti. Ne. Pa so morda kormorani zaradi tega neljubega odnosa z ribiči ogroženi? Bili so v preteklosti, v bistvu stoletja so jih zaradi tega lovili, ne, preganjali, lovili, tudi ne samo zaradi tega, ker so konkurence bili v ribičiji, ampak ker so bili tudi sami okusni. Tako da je bil kormoran zelo redek, tako rekoč že na robu propada in potem je večina evropskih držav v prejšnjem stoletju kormorana zavarovala, tako da se je število kormoranov danes močno povečalo, ne, tako da v bistvu pri nas sicer ne gnezdi, pri nas je ena od ptic, ki pri nas prezimuje in večina kormoranov sedaj na spomlad odleti bolj na sever, iz severovzhod, da imamo danes zopet velike težave, ne, pri tem, kdo bo ribo ujel, ali človek ali bo kormoran. Na nezaledenelih jezerih najdemo tudi nekatere druge vrste ptic. Katere? Ja, najbolj običajno, recimo na Velenjskem jezeru ali pa na akumulacijah na Dravi, pri Mariboru, pri Ptuju ali na Savskih ali pa vse posod, kjer ni jezera oziroma vode ne zaledenijo, lahko pa da so mirno ali počasi tekoče, lahko pozimi opazujemo cel kup, predvsem različnih vrst rac. Najbolj pogosta pri tem je raca mlakarica, ker rečemo divja raca običajno, ne. Predvsem samčki so zelo svojo zeleno glavo, rumenkastim kljunom, ne, zelo izstopajo. Potem imamo pa še cel kup drugih rac, recimo v Sloveniji zelo pogosto vidimo sivko, ki prezimuje, ker jih cele jate, lahko tudi 100 jih vidiš, ali pa čopasta črnica, ali pa kreheljc, ki je v bistvu ena taka majhna račka. Torej teh rac bi zlahka sedaj naštel preko 10-15 vrst, nekatere so tudi zelo redke, samo občasno pridejo, recimo zvonec, ki sicer poleti v Skandinaviji gnezdi, občasno v hudih zimah više v Evropi pride tudi k nam par zvoncev. Ne. In v bistvu, če vidiš potem tiste ta redke ali pa zimska raca, je pravo doživetje tudi za tiste, ki se s pticami ljubiteljsko ali pa poklicno ukvarjajo, da vidijo take redke primere rac. Podobno kot za kosa, pa smo mi Šmaševci zagotovo kdaj že slišali za škorca. Kako ga prepoznamo? Ja, jaz večkrat naredim kakšen test, ko komu predstavljam ptice, pa dam sliko škorca, pa vprašam, kaj pa je to za ptic, ne. Nihče ga ne prepozna. Torej, vsi poznamo škorc, pa zgodbo Lukec in njegov škorc, ne. Torej, škorec je en ptički, ki bi naj vsi poznali. Ampak dejansko se izkaže,
da podobo škorca redko kdo sploh prepozna. Še posebej, če predstaviš sliko spomladanskega perja, ko se zaradi svatovanja, bolj bleščeči, v bistvu tako rekoč škorca ne prepoznamo. Škorce prepoznamo, ravno pred par dnevi sem dobil sliko, ker so v velikih jatah, so zelo družabni in potem se tekom dneva, še predvsem pa, ko se hranijo na travnikih, je to lahko tudi 1000 ptic, potem pa lahko tudi v zraku delajo prave akrobacije, da dobite prav, če bi to slikal, bi lahko dobil celo serijo raznih abstraktnih figur, torej so pravi mojstri letenja, seveda predtem tudi lahko 5000 škorcev, ko izvaja to akrobacijo, izgleda kot en oblak, ki nenehno spreminja barvo, imajo tako dobro koordinacijo, da se nikoli ne zaletijo, nekaj podobnega kot velike jate rib v morju. No, precej večja od škorca pa je štorklja. Po čem je najbolj poznana? Da nosi otroke. Torej štorklja, taka že simbolna, ptica, predvsem bela štorklja, imamo jo vsi radi, konec koncev se je navadila na bližino človeka, tako da celo gnezdi v naseljih, na dimnikih. Pri nas v Prekmurju imamo celo vas štorkelj, še bolj znana je tista na Lonskem polju na Hrvaškem, kjer imate lahko v eni vasi lahko tudi 20-30 gnezd štorkelj. V bistvu srečamo je pa potem po travnikih, ob vodi, predvsem recimo kmet gre potem pokositi travnik ali pa orad, pridejo takoj štorklje zraven, da pobirajo od malih glodavcev, velikih kobelic, torej njihova običajna hrana. Zelo zanimiva pa so tudi njihova gnezda, kajti so precej večje od tistih običajnih ptičjih. Ja, čeprav recimo en ptica, recimo kos, vsako leto splete novo gnezdo, štorklja pa vsako leto, iz leta v leta gnezdi v istem gnezdu, s tem, da mu, ko pride naslednjo sezono na staro gnezdo, samo še doda nekaj paličic, ga malo uredi. In v bistvu to gnezdo raste, tako da je lahko v gnezdo, ki je staro tudi 10, 20, 30 let, tako gnezdo lahko težko tudi tolno. In več se lahko potem, če je to na kakšnem starem dimniku, na zapuščeni hiši, se lahko celo vse skupaj zruši, ali pa recimo na kakšnem stebru od daljnovoda, postane tako težko, pa potem kakšno neurje, močan veter, da se lahko celo vse skupaj podre. Torej, to gnezdo v bistvu so in potem pri štorkljah tudi to en znak je simbol vernosti, oziroma trajnosti, ker se v bistvu vrača vsako leto par v isto gnezdo. Vsekakor pa čisto za konec ne morava še mimo zelo priljubljene lastovke. Kaj lahko poveva o njej? Spet ena, že v pesmih Leti lastovka domov, prva lastovka si prej omenila. Torej, imamo več vrst lastovk, kmečka lastovka je tista, ki gnezdi v hlevih, na poličkah, potem v mestih, kjer ni hlevov, tista, ki na fasadi zunaj naredi gnezdo, na steni je mestna lastovka. Imamo pa še eno lastovko, ki pa gnezdi, kjer recimo potok ali pa reka spodjeda breg, nastane ena vertikalna stena, tam živi pa v luknji naša najmanjša lastovka, bregulka. Lastovke so znane, potem so odlični letalci, one lovijo samo v zraku, v bistvu en tak dva dneva deževna, pa zelo mrzla, ko ni insektov v zraku, so lahko za njih usodni, za njih in za njihov zarod. Gospod Dušan, najlepša hvala za današnji obisk v studiu in pa za obilo zanimivih informacij. Mišmaševci, danes smo o pticah, ki nam polepšajo pomlad, spoznali veliko zanimivega. Zato bodite ob naslednjem obisku narave še nekoliko pozornejši, kdo vam tam visoko na veji dela družbo. Se vidimo znova prihodnji petek.